Pozdravljeni! V tem vodiču boste spoznali glavna orodja, ki jih boste uporabljali pri vašem online študiju. Tako boste spoznali Blackboard kot Moja doba, Office 365 in ostale programe, ki jih boste uporabljali. Vaša vstopna točka do vseh sistemov je Moja doba. Do Moje dobe lahko dostopate preko dobine spletne strani, imate tam zgoraj desno povezavo Moja doba, lahko pa tudi v brskalniku poiščete na primer Moja doba in bo vaš prvi zadetek bo torej Moja doba. V Mojo dobo se prijavite z vašim uporabniškim imenom, ki je vaš e-poštni naslov. Na primer netdobasi in z vašim torej geslom, ki ste ga prejeli od šole. Lahko se pri uporabniškem imenu lahko je dovolj, če napišete samo ime in priimek. Lahko pa seveda tudi uporabite celotno e-naslov. V Moji dobi imate dostop do vseh orodij, ki jih boste potrebovali, torej tako do izpita, indeksa, referata, e-pošte, Blackboarda in ostalih storitev. Najprej si bomo pogledali Blackboard, ki je najpomembnejše orodje in okolje pri vašem študiju. Torej v Blackboardu boste našli vsa navodila, vse gradiva za vse vaše predmete, ki jih boste obiskovali in boste lahko tudi preko tega okolja komunicirali tako z mentorji, učitelji, kot tudi z vašimi sošolci. Ko pridete v Blackboard, najprej vidite te osnovne informacije na tej začetni strani, kot so vaši predmeti, torej obvestila. Če želite, si lahko jezik nastavite tudi na slovenskega. To storite tako, da greste na Personal Information, potem na Change Personal Settings in tukaj pod User Language Pack izberete na primer slovenski jezik ali pa katerega drugega po želji. Zdaj Submit to potrdite. Na prvo stran se vedno vrnete tukaj s klikom na doba. Tukaj sta najpomembnejša ta modula, sta Moji predmeti in pa Moja obvestila. V Moji predmeti boste videli seznam vseh predmetov, do katerih imate dostop in kakor boste pričeli z nekim naslednjim predmetom, tako se bo tukaj pojavil v tem seznamu in boste lahko dostopali do predmetov. V Mojih obvestilih pa boste našli vsa obvestila, ki so sicer objavljena pri teh predmetih, do katerih imate dostop. Če želite, si lahko te module na prvi strani poljubno razporedite, če želite pač na primer imeti Moji predmeti na desni, obvestila na sredini. Samo se postavite z miško na naslov tega modula in potem samo potegnete z miško na ustrezno mesto na zaslonu. In to se seveda shrani in to velja samo za vaše uporabniško ime. Če želite, si lahko predmete tudi nastavite. Tukaj vidite v tem gumbku za nastavitve. Imate možnost, da si razvrstite predmete po študijskih letih, če vklopite to možnost Group by Term. In tukaj imate potem razvrščeno po študijskih letih. In to bo kasneje vam prišlo prav. Na primer, si lahko postavite potegnete na primer leto 14-15 na vrh in na primer odstranite prejšnja leta, ki jih več ne potrebujete, tako da vam ostane samo tekoče študijsko leto in pa stalni predmeti, do katerih imate pač dostop ves čas vašega študija. Tukaj potem imate spodaj seznam vseh predmetov, do katerih imate dostop in tukaj lahko na primer si tudi označite, katerega želite imeti prikazanega na prvem strani vašega zaslona, ko vstopite v Blackboard. Za shrani potrdite in vidite, tukaj se potem vam razvrstijo predmeti po študijskih letih. Na prvi strani imate še zgoraj desno en globalni navigacijski meni in če kliknete na njega, se vam pokažejo informacije o novosti. V tem rdečem kvadratku piše številka 15, ki pomeni nekih 15 novih zadev se je zgodilo, odkar sem se zadnjič prijavil v Blackboard. In tukaj imate potem možnost ustvarjanja vašega profila. Tu lahko preko tega naložite sličico.
in napišete nekaj podatkov o sebi, da vas bodo vaši sošolci lahko bolje spoznali. Tako imate potem tukaj en takšen pregled, kjer so zbrane vsa sporočila, dogodki iz koledarja, vaše zadnje ocene in pa na primer naloge, ki jih morate narediti. Vse je zbrano torej v tem globalnem meniju. Potem tudi vse novosti, ki se objavljajo v forumu. V glavnem to je takšen en priročen pregled vseh novosti, ki so se v zadnjem času zgodile. Pa si poglejmo, kako izgleda predmet. V predmet stopite torej, da kliknete na ime predmeta. In vsi predmeti v Blackboardu imajo približno takšno strukturo, kot jo tukaj vidimo. Ko vstopite v predmet, se vam najprej prikaže oglasna deska, kjer so prikazane neke novosti in obvestila in kaj vas čaka, na primer naloge, ki so, tako da lahko tukaj na hitro vidite, kakšne novosti so v Blackboardu. Te novosti, ki so prikazane na tej oglasni deski, se lahko tudi naročite, na primer, da če je objavljeno novo obvestilo, da vam pošlje sistem tudi avtomatično obvestilo na e-poštni naslov. To naredite preko tega gumba Uredi nastavitve obveščanja in tukaj naprej morate nastaviti splošne nastavitve, kjer določite, kako pogosto želite biti obveščeni, torej naj vas obvesti za vsako posamezno sporočilo ali vam naj pošlje nek dnevni povzetek, kjer so zbrane torej vse, kar se je v tistem dnevu novega zgodilo. In potem, ko tu še lahko, da vas spominja na neke roke za vaše naloge in potem, ko to določite, za shrani potrdite. In potem imate tukaj seznam vseh predmetov, do katerih imate dostop in lahko nastavite nastavitve za vsak posamezni predmet. Torej, naprimer, če grem na ta uvod v študij, v katerem sem prej bil, tukaj vidite na oglasni deski je vse privzeto označeno. Torej, ko je oddan blok, ko je kakšna vsebina na voljo, ko so kakšna, naprimer, obvestilo, ko je na voljo, tukaj imate vse te označene. Če želite to prejemati tudi po e-pošti, si označite tukaj, kaj želite prejeti tudi na e-pošto. Naprimer, obvestila. Želim biti obveščen po e-pošti, ko je objavljeno kakšno novo obvestilo, ko je naprimer kakšno novo vsebina in potem, če je kakšna nova ocena in tu si pač označite, kaj želite imeti obvestilo, za katero zadevo želite dobiti tudi e-pošto. In ko to shranite, pomeni, da od tega trenutka vsako novo obvestilo, ki bo pri tem predmetu, bom dobil tudi na moj e-poštni, tisti net.si naslov, obvestilo, da je bilo objavljeno na e-pošto, tako da smo vedno tudi na tekočem z vsemi novostmi. Če se vrnemo na naš predmet, torej uvod v študij, torej sedaj smo nastavili nastavitve obveščanja. Če gremo malo po tem levem meniju, obvestila, tukaj boste našli torej na eni strani zbrana vse obvestila, ki jih bodo vaši mentori in nosilci predmetov objavljali pri vašem predmetu. V glasni deski smo že bili, ker je to pač vstopna stran v predmetu. V uvodu v študij boste našli vse najpomembnejše informacije, tiste uvodne o vašem predmetu, torej kdo je vaš mentor, kakšni so cilji in tako naprej. Tukaj boste našli tudi pri kontaktih podatke o vašem učitelju oziroma mentorju in pa tudi seznam vseh vaših sošolcev oziroma kolegov, ki sodelujejo pri tem predmetu. V gradivu boste našli torej vso gradivo v elektronski obliki, ki je potrebno za ta predmet. Običajno so to PDF dokumenti, tako da boste potrebovali en pregledovalnik PDF dokumentov, kot je na primer Adobe Reader ali kakšen drug pregledovalnik. Seveda si lahko gradiva tudi shranite na svoj računalnik ali pa tudi natisnete. Vse aktivnosti, ki jih boste morali opraviti pri predmetih, so razporejene po tednih.
Tako pač odvisno od predmeta ima 1, 2, 3, 4, 5 tednov in ki so navedeni v levem meniju z rimskimi številkami. Tu na primer imamo prvi, drugi del, drugače so to ponavadi prvi, drugi, tretji, četrti, peti teden. In v vsakem tednu imate potem podrobno navedeno, kaj se bo v tem tednu delalo in katere so vaše aktivnosti, torej katere naloge morate opraviti. Tako da je si potrebno to podrobno prebrati, da boste vedeli, kaj se od vas zahteva. Naloge so označene z rimskimi in arabskimi številkami. Rimska pomeni številko tedna, arabska pa zaporedna številka naloge znotraj tega tedna. Ko greste v nalogo, boste dobili zelo podrobne informacije, kaj morate vi narediti in kakšen je rok za dokončanje te naloge. Naprimer, pri tej nalogi, vidite, morate prebrati nek kodeks in ga sprejeti s tem, da označite s tem, da ste to pregledali. Torej, vidite, tu je opozorilo, da ostalih nalog boste imeli še takrat dostop, ko boste to označili kot pregledano. Torej, ko kliknete tukaj na označi kot pregledano, ste s tem pač potrdili ta kodeks in če se vrnemo na ta prvi del, sedaj vidimo tudi več nalog, ki prej niso bile vidne. Tako da so neke vsebine torej vezane, da vi nekaj predelate in potrdite, tako da potem dobite oznako dostop do ostalih nalog. Ta označek kot pregledano je tako v bistvu informacija tako za vas, kot za vašega mentorja, da ste neko vsebino pregledali. Pri nalogah se boste srečali z različnimi orodji, ki jih Blackboard omogoča. Naprimer, pri prvi nalogi se boste srečali z blogom. Blog je v bistvu, kot verjetno že poznate, ta pojem iz pač spleta. Torej, blogu je namenjen zapisu nekih misli oziroma pač kaj naloga zahteva in potem se to zbira vse na eni strani in kakor hitro kdo odda svoj prispevek v blog, se pojavi na vrhu in lahko vsi, ki so v ta predmet vključeni, ta blog pregledajo. Nekateri blogi se seveda tudi ocenjujejo, odvisno pač od naloge. Kako ustvarimo nov prispevek v blogu? Tukaj enostavno kliknemo na ta gumb Create Blog Entry in nato vpišemo torej naslov in pa vsebino sporočila. Kot vidite tukaj, ko pišete vsebino, imate na voljo en tak urejevalnik besedila, podobno, naprimer, kot ga poznamo iz drugih urejevalnikov besedila, kot je naprimer Word, kjer imate možnost, naprimer, poudariti ali nastaviti barve in te zadeve, pisave. In ko gre za kakšen daljši tekst, si lahko tudi razširite ta pogled tega urejevalnika besedila na celoten zaslon. Torej, kliknete tukaj na to gumbek Full Screen in tako vidite, se vam v ta urejevalnik besedila odpre čez celoten zaslon, da lahko imate boljši pregled in lahko pišete tekst. Ko želite spet pokazati ostale gumbe iz Blackboarda, pač izklopite torej ta Full Screen, torej Exit Full Screen in na ta način torej spet vidite, se nam prikaže to okno v Blackboardu, kjer lahko potem to tudi shranimo. Preden to pošljete, lahko tudi uporabite ta gumb za Preview, ki vam bo pokazalo, kako bo dejansko ta vsebina izgledala, ker včasih v urejevalniku ni točno tako, kot bo potem objavljeno na tej strani. In ko smo torej zaključili z tem vsebino, torej lahko uporabimo tudi, vstavimo kakšne povezave, tu imate pač vse ta bogata orodja, ki so na voljo. In objavimo pa z tem gumbom Post Entry. In ko to objavimo, vidite, se ta sporočilo pojavi v našem blogu. In tukaj bodo kasneje se pojavljala tudi sporočila od vseh ostalih udeležencev tega predmeta. Če se vrnemo na torej ta prvi del,
In naslednja na primer naloge je na primer timska naloga. Nekatere naloge boste delali samostojno, nekatere pa v timih. Ko boste opravili naloge v timih, boste razporejeni v time ali pa bodisi vas bo v time razporedil vaš mentor ali pa se boste razporedili sami. To je tudi omenjeno v navodilih za nalogo. Ko vas bo mentor razporedil, v tem primeru gre za nalogo, kjer nas razporedi mentor, ko boste kliknili na moj tim, boste prišli v prostor tega tima, kjer boste videli vse člane, ki so že vključeni. Tukaj imate različna orodja, ki jih boste uporabljali za to, da boste na koncu oddali neko skupno nalogo. Kako v bistvu pripravljate to nalogo, si bomo pogledali malo kasneje. Ko pa imate že nalogo torej pripravljeno, je potrebno oddati. Oddate nalogo preko tega gumba za oddajo oziroma povezave za oddajo in pridete torej na stran za oddajo naloge, kjer je potrebno le pripeti tisti dokument, ki ste ga predhodno z vašim timom pripravili. Greste na prebrskam računalnik, poiščete torej datoteko, ki jo imate pač shranjeno nekje na svojem računalniku. Priporočamo vam, da poimenujete dokumente tako, da boste vedeli točno, za kaj gre. Naprimer, tu je en primer, kjer je ime predmeta, katera naloga in naprimer kateri tim. Tako da, če imate dokumente dobro poimenovane, ne bo prišlo do kakšnih neljubih situacij, da bi oddali naprimer napačno nalogo. Ko nalogo potem samo izberete, vse, kar je potrebno, še kliknete na shrani. Tukaj vas opozori, da boste, če gre za timsko nalogo, da oddajate nalogo v imenu celotnega tima, ponavadi to naredi vodja tima, ki ga pač prej določite, in potem, ko oddate nalogo, se potem ta naloga shrani v Blackboard. Tako da imate takoj vpogled in ko nalogo date, potem lahko ocenjevalec to nalogo pogleda in oceni, in ko bo ocenjena, boste to informacijo tudi lahko videli. To je bil torej primer orodja za oddajo nalog. Naslednje orodje, ki si ga bomo pogledali, je orodje forum. Naprimer v tej isti nalogi 1.2 boste srečali tudi naprimer forum, ki se imenuje Netetika, ker običajno ima vsaka naloga tudi svoj forum, preko katerega lahko komunicirate z vašimi kolegi, z mentorjem ali nosilcem. Ko vstopite v forum, če je forum prazen še kot v tem primeru, potem seveda sporočil še ni, in ustvarite novo sporočilo preko gumba Create Thread. Torej s tem začnete nek pogovor znotraj foruma. Glavna lastnost foruma je, da vsa sporočila vidijo vsi, ki imajo dostop do tega foruma. Torej spet napišete naslov sporočila in potem vsebino. Tudi tukaj vidite, imate spet na razpolago ta urejevalnik besedila, ki ga lahko uporabite za oblikovanje teksta po želji. V forum lahko pripnete tudi priponko. Tu imate, vidite, spodaj pod attachments, lahko greste na prebrskam računalnik, izberete datoteko na vašem računalniku in potem jo pripnete k sporočilu. Z shrani potem objavite to sporočilo v forumu. In vidite, tako potem izgleda eno sporočilo v forumu. Ko bodo prišli drugi udeleženci tega predmeta, bodo lahko sporočila prebrali. Če kliknete torej na sporočilo, se vam odpre vsebina in lahko odgovorite na to sporočilo. Torej, samo vpišete besedilo, naslov je že torej kot torej reply na vaše sporočilo in tukaj zapišete pač vsebino odgovora in spet
shranite z klikom na shrani. In tako se torej nizajo posamezna sporočila eden pod drugim v tem forumu. Forum je lahko seveda sestavljen iz več takih pogovorov, ki so potem razvrščeni v tem seznamu. Tukaj vidite, da imate dva možnosti pogleda na list view pa tree view. Če preklopite na tree view, se potem pokažejo sporočila v takšni bolj hierarhični obliki in če kliknete na expand all, vam pokaže torej vsa sporočila, ki so znotraj tega pogovora. Sporočila, ki še jih niste prebrali, so označena torej poudarjeno pisavo in tudi v tem seznamu sporočil vidite, če so kakšna neprebrana, kot vidite tukaj piše, na primer, 1 neprebrano sporočilo. Ko odprete določeno razpravo v forumu, se sporočila označijo kot prebrana, oziroma če se ne, pa se lahko tudi tukaj po tem modrem krogcu jih lahko označi kot prebrana, če se slučajno ne označijo sama. Tako da potem vedno vidite, katera ste že prebrali in kaj ne. Ponavadi to sistem sam zabeleži. To je bilo torej orodje forum. Sicer lahko vse forume, ki obstajajo v predmetu, najdete v meniju forum na levi strani, kjer se vam potem izpišejo vsi forumi, ki jih je pri vsakem predmetu seveda več. Potem, če pogledamo naslednjo nalogo, naprimer, kjer gre za individualno nalogo, kjer moramo oddati tudi neko dokument, kjer moramo preštudirati neko gradivo in potem, ko to pripravimo, imamo spet tu orodje za oddajo naloge, kjer smo ga že srečali pri tisti skupinski oddaji naloge. Gre torej za isto orodje, kjer moramo spet samo prebrskati in poiskati ustrezen dokument. Tukaj razlika z prejšnjo nalogo je tu, vidite, da vam opozori Safe Assign, da gre za Safe Assign nalogo. To pomeni, to je eno posebno orodje, ki služi za preverjanje plagiatov. Torej, pomembno je, da vi v vaših nalogah citirate, če nekod direktno povzamete besedilo, da to navedete kot citat, ker potem to sistem avtomatično tudi označi. Torej, ko pripnete datoteko, pošljete z shrani in torej v tem primeru se datoteka shrani na Blackboardu, hkrati pa se tudi pošlje v en sistem Safe Assign, ki preveri po vseh obstoječih javnih virih na internetu, po nekih bazah znanstvenih člankov, pa tudi po že obstoječih dokumentih, ki so jih že študenti oddali na Dobi v ta sistem Safe Assign. Ko se potem ta dokument obdela, to običajno traja nekaj minut, boste lahko pogledali pač poročilo iz tega, koliko odstotkov vašega besedila je bilo zaznano že v drugih virih. Vidite, v tem primeru gre torej za 0% in s klikom na View Original Report lahko pogledate torej poročilo, kjer vam točno izpiše procente in od kod je na primer neko besedilo najdeno. To je bilo torej orodje za oddajo nalog. Če gremo naprej, naslednje orodje, ki ga bomo spoznali, je orodje za preverjanje znanja v obliki testa. Na koncu predmeta ali vmes boste lahko imeli tudi kakšen online test, kjer boste pač imeli vprašanja, na katere boste odgovorili. To so različne tipi vprašanj, bodisi da izberete enega izmed možnih odgovorov, da vpišete nek tekst. V glavnem, za reševanje testa boste potrebovali en poseben program, ki se imenuje
Respondus Lockdown Browser. To je en poseben brskalnik, ki je namenjen reševanju testa, kjer se dejansko vam zaklene računalnik, da ne morete vi kopirati, odpirati druge aplikacije in predtem pa seveda se identificirate s kamero. Ta program boste pa našli v predmetu tehnične informacije, do katerega imate vsi tudi dostop. In če gremo na tehnične informacije, boste tukaj pod dodatno programsko opremo našli Lockdown Browser. Ta program si morate namestiti na svoj računalnik. Deluje tako na Windowsih kot na Macih. Torej tu je namestitev, greste samo na to stran in potem samo kliknete tu Install in vam potem se pomikate samo z Next in potem, ko ga namestite, boste imeli na namizju eno ikono Lockdown Browser. Tukaj v tem tehnični informaciji imate vsa podrobna navodila, kako namestite, tu je postopek podrobno opisan, kot tudi imate en takšen video, kjer je prikazan postopek, kako sploh deluje to. Tako da je fino, če si to navodila preberete in pogledate tudi ta video, da potem vidite, kaj točno, kako se poteka postopek, kako se potem izvede identifikacija s kamero, kje morate zagnati. Pomembno je pač, da zaženete, da ne shodite, ko imate test, da vedno zaženete ta program Lockdown Browser na vašem namizju, ker če bi šli slučajno poskušati skozi navadni brskalnik, vam to ne bi delovalo. V tem meniju za Respondus Lockdown Browser imate tudi en test za preizkus, ki ga lahko rešujete poljubno mnogokrat, tako da vam priporočam, da to mogoče celo pred vsakim pravim testom naredite ta preizkus, da vidite, če vam to deluje. In tukaj vidite, ko sem želel vstopiti preko navadnega brskalnika, torej Internet Explorera, mi napiše, da zahteva Respondus Lockdown Browser, tako da je potrebno iti na namizje, zagnati, se prijaviti in potem nadaljevati enako kot sicer v navadnem brskalniku, vendar pač potrebno je zagnati ta Lockdown Browser. Tudi pri vašem predmetu za vodni teden boste imeli en test, ki je namenjen prav preizkusu tega orodja. Priporočam vam, če je le možno, da uporabite žično internetno povezavo. Tukaj si lahko pogledate tudi nekatera tehnična nastavitev in priporočila. Priporočam vam, da si to preberete, da se boste izognili morebitnim težavam, ki bi lahko nastopile pri uporabi tega programa, ker je pomembno, da imate stabilno internetno povezavo, tako da, če je možno, uporabite žično povezavo, ker brezžične povezave so včasih tudi nestabilne. Potem pa tudi zaprite vse ostale programe, da vam ne bodo zasedali internetne povezave, pa tudi, naprimer, ko boste imeli pravi test, vaše domače člane družine prosite pač, da naj v tem času ne uporabljajo interneta, da bo vam šlo čim bolj brez problemov zadeva skozi. No, pa če se vrnemo spet na ta naš predmet. Torej, to so bila nekako ta glavna orodja, ki jih boste srečali. Nisem jih predstavil na široko, ker imate več navodil v teh tehničnih informacijah, ker so dodatna orodja veliko bolj podrobno opisana. Potem imate v tem meniju tudi dostop do webinarjev. Glede na to, da boste sodelovali tudi na webinarjih, si morate tudi namestiti eno orodje Blackboard Collaborate, ki ga boste tudi našli v tehničnih informacijah.
Torej, če pogledamo tehnične informacije, vidite tukaj BB Collaborate in tukaj imate tudi navodila, prikaz namestitve programa Blackboard Collaborate Launcher, tudi prikaz uporabe programa in tukaj je potem tudi ena taka testna soba, v katero boste stopili. Vse, kar je potrebno, je, da tukaj kliknete na webinarij, v katerem boste dostopali in potem tukaj kliknete na Launch Room, če pa še nimate tega programa Collaborate Launcher, vam pa bo avtomatično opozorilo, da tega še nimate in ga morate namestiti. Torej, v tehničnih informacijah si pogledajte bolj detaljno, kako ta namestitev Collaborate Launcherja poteka. In ko boste namestili, boste potem s klikom na Launch Room zagnali webinar in se potem vključili v to sobo, kjer bo vas čakal vaš nosilec predmeta in boste lahko tudi z njim komunicirali v živo. Po webinarju boste si lahko pogledali tudi posnetek, ker v glavnem se vsi webinarji tudi snemajo, tako da ko boste šli na posnetke webinarja, boste v seznamu posnetkov videli, ko bodo pač posnetki na voljo, boste imeli povezavo, kjer boste lahko si kasneje ponovno, poljubno mnogokrat webinar tudi ogledali. V naslednjem meniju ocenjevanje boste našli vse potrebne informacije v zvezi z ocenjevanjem. Tukaj imate na enem mestu zbrane vse naloge, ki jih boste pri vašem predmetu morali oddati. Zbrane vse na enem mestu, sicer se te naloge nahajajo tudi po posameznih tednih, tako da ali greste skozi teden ali tudi na tej način je vseeno, kje nalogo oddate. V moje ocene boste našli torej redovalnico, tu imate možnosti, vidite v meniju možnosti All, torej vse naloge, ki se ocenjujejo. V Graded boste našli samo že ocenjene, Upcoming tiste, ki še jih morate oddati, in v Submitted pa naloge, ki ste jih že oddali in še niso bile ocenjene. Tiste naloge, ki še niso bile ocenjene, imajo takšen rumen klicaj, tiste, ko so že ocenjene, pa boste videli oceno in pa tudi morebiten komentar, ki vam je ocenjevalec zapisal. Potem na koncu imate še povezave do orodij, kot so ankete. Ob koncu vsakega predmeta imate tudi možnost izraziti svoje mnenje, kjer poveste, kako ste bili zadovoljni s predmetom, z nosilcem, z gradivi. Tako da anketa je anonimna, tako da vas pač prosimo, da jo izpolnite in s tem, da nam daste neko povratno informacijo, če lahko še kaj izboljšamo pri predmetih. Forum torej je seznam vseh forumov, v blogu pa boste našli podobno seznam vseh blogov, ki nastopajo v tem predmetu. Potem imate še orodje za pošiljanje e-pošte. Vi lahko e-pošto pošljete tudi iz Blackboarda, sicer ta pošta gre torej za klasično e-pošto, se ne hrani v Blackboard, ampak je Blackboard samo nek posrednik. Če želite, naprimer, greste tukaj lahko na izberi uporabnike in izberete, naprimer, komu želite poslati neko sporočilo. Napišete pač naslov sporočila in na to pač besedilo in iz tega vašega naslova, ki ga imate, bo torej za shrani to pošljete in potem Blackboard dejansko posreduje to e-poštno sporočilo tej osebi, ki ste jo izbrali v seznamu vseh, ki sodelujejo pri tem predmetu. Na koncu so še torej povezava Timi, kjer lahko vidite, v katere skupine ste vse vključeni, sicer imate pa to podatek tudi spodaj, ko ste vi vključeni v neko skupino, imate na koncu v levem meniju tudi dostop do vseh teh orodij vaše skupine, ki smo jo že prej si tudi pogledali. Z orodji za oddajo in vse ta orodja, kot tudi blog, forum,
wiki, orodje za izmenjavo datotek in tudi ostalo orodja. In ta orodja, ki so znotraj tima, torej vidijo samo člani tega tima. Ostali člani ostalih timov imajo svoje prostore, kjer lahko komunicirajo med seboj. Kako pa lahko komuniciramo izven Blackboarda, v okviru timov pa si bomo pogledali v nadaljevanju. Če se vrnemo na prvo stran Blackboarda, torej poleg samih predmetov, ki jih boste imeli pri vašem študiju, boste imeli dostop tudi do nekih stalnih predmetov. To so predmeti, ki niso vezani na študijsko leto, ampak v njih boste našli informacije, ki so pomembne za vas skozi cel potek študija. V začetku bosta zelo pomembna predmeta tehnične informacije in pa pomembne informacije za študente. V tehničnih informacijah boste našli vsa navodila in vse informacije o potrebni programski opremi, ki jih boste potrebovali. Tako da to je na začetku kar za vas zelo pomemben predmet, sploh ko si morate pač vse te zadeve namestiti, ki jih potrebujete. Tukaj boste videli, kot smo že prej malo pogledali, imate namestitev Blackboard Collaborate, potem Lockdown browsera in pa ostalih programov, kot so Microsoft Link in OneDrive. Katere programe potrebujete, si lahko pogledate tukaj v meniju seznam programov. Torej potrebujete spletni brskalnik, podprti so vsi glavni spletni brskalniki, torej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. Najboljše je, če imate pač te zadnje verzije. Katere točno verzije so potrebne, si lahko pogledate v meniju podprti brskalniki, kjer je navedeno torej pod ta april 2014 verzijo, ki jo trenutno uporabljamo. Vidite Internet Explorer 11, 10 ali 9. Če imate kakšne starejše, si je potrebno pač posodobiti, ker drugače vam nekatere zadeve v nekih zelo starih brskalnikih ne bodo v redu delovale. Tako da tu pač pogledajte, katera verzija je za vas najboljša. Potem boste provali Respondus Lockdown browser, to je tisti program za reševanje testov, ki ga najdete tukaj prav tako v levem meniju. Blackboard Collaborate Launcher, ki ga tudi najdete v levem meniju pod Blackboard Collaborate. Potem en program Microsoft Link, to je program, ki je podoben Skypeu oziroma Messengerju, torej ga uporabljate lahko za neposredno komunikacijo z vašimi sošolci, z vašimi mentorji. Namestite ga prav tako lahko tukaj preko tega menija Microsoft Link, ker imate, vidite, navodila, prikazan film v obliki video vodiča, kako si ta program namestite in kje ga tudi dobite. Potem potrebovali boste torej tudi bralnik PDF dokumentov, bodi si Adobe Reader, Foxity ali kateri drugi. Potrebovali boste tudi Javo, to je en dodatek za brskalnik, ki se uporablja tam predvsem pri urejevalniku besedil. Tako da pač si ta dodatek namestite, tudi tukaj je povezava, ki vas pripelje na naslov za namestitev. Prav tako Flash Player, ki se uporablja v kombinaciji z Lockdown browserjem za prikaz slike iz kamere, torej tam v Lockdown browserju se morate identificirati z svojo sliko, z osebnim dokumentom in potem, ko vas skozi test tudi snema dogajanje v vašem prostoru, ko pišete test, in zato je potreben ta dodatek Flash Player. Priporočam vam tudi slušalke z mikrofonom, sicer lahko uporabljate tudi zvočnik, ampak slušalke z mikrofonom za boljšo slišnost je boljše, če imate, da jih priklopite na računalnik. Prav tako potrebujete USB spletno kamero, ki jo priključite na računalnik, ki jo boste uporabljali tako pri reševanju testa, kot tudi pri komunikaciji preko linka. Torej, v tehničnih informacijah imate vsa navodila, ki jih boste potrebovali. Naprimer, če pogledamo navodila za Blackboard, tu imate naprimer navodila v pisni obliki, kot tudi video vodiče za nekatere
najpogostejše operacije v Blackboardu, kot je na primer, kako si ustvarite profil, kako uporabljate forum, nasveti za timsko delo, kako pošiljate e-pošto, tako da si lahko tudi pogledate. Plus tega imate tukaj nekaj video navodil tudi v angleškem jeziku, ki so dostopne na Blackboardovi spletni strani za pomoč. Potem to smo že omenili Blackboard Collaborate, kjer si ga lahko namestite in pogledate vsa navodila. Potem imate tukaj navodila za e-pošto, torej dobili ste tudi svoj e-poštni predal, ki ga boste uporabljali ves čas študija, pa tudi ostane vam v uporabo tudi po vašem študiju. Vaš e-poštni predal lahko uporabljate ne samo preko brskalnika, preko Moja doba, ampak si lahko nastavite tudi na vaših računalnikih, torej naprimer, če uporabljate kakšen program za e-pošto, kot je Outlook ali Thunderbird, si lahko nastavite vaš šolski e-poštni račun čist posebej. Pa tudi na mobilnih napravah, kjer je predvsem to koristno, naprimer na svojem mobilnem telefonu ali tablici, si lahko dodate svoj NetDoba.si račun in boste o vsem obveščeni res takoj. Navodila, kako to naredite, si lahko pogledate tukaj v tehnični informacijah, v navodilih za e-pošto. Tukaj imate pisna navodila, torej kako nastavite dostop preko e-poštnih programov in mobilnih telefonov. To so posebej navodila za Outlook, če uporablja kdo kakšne druge starejše različice teh programov za e-pošto, ki uporabljajo IMAP ali POP3 protokol. Imate tudi tukaj podrobna navodila in pa tudi, kako si nastavite e-pošto na mobilnih napravah, kar je prav tako zelo koristno. Torej, tudi Microsoft Link boste uporabljali predvsem za komunikacijo z vašimi kolegi in pa tudi orodje OneDrive, ki vam bo služilo predvsem pri timskem delu. OneDrive je dejansko ena spletna shramba, kjer lahko shranjujete vse vaše dokumente, tako v zvezi s študijem kot tudi druge. In najlepša lastnost tega je, da lahko te dokumente delite tudi z drugimi in jih lahko tudi hkrati urejate. Torej istočasno lahko imate odprt nek dokument, naprimer, ko boste delali v timih, boste lahko odprli nek dokument vsi hkrati in hkrati urejali in dodajali vsebino in potem se to tudi vidi, kar si lahko potem pogledate na tem kratkem videoposnetku, ki ga najdete v tehnični informaciji, torej kako uporabljamo OneDrive, si lahko podrobne informacije pogledate. Če se vrnemo na Mojo dobo, torej poleg Blackboarda imate dostop še nekaj dodatnih drugih sistemov, kot je na primer e-pošta, referat, e-indeks, prijava na izpite in ostalih storitev v okviru Office 365. Za vas bo verjetno najbolj zanimiva seveda e-pošta, torej dostop do vašega e-poštnega predala. Ko se enkrat prijavite v Moja doba, potem vas avtomatično prijavi z vašim uporabniškim imenom tako v Blackboard kot tudi v e-pošto. In tukaj vidite, imate potem takoj dostop do vašega e-poštnega predala, kjer verjetno zadeva ni nič kaj novega, pač e-pošto pošljete tako, da pač kliknete na novo. Imate dostop do celotnega imenika, torej naprimer, če želite naprimer poiskati osebo Bogdan Škof, vam poišče osebo in lahko torej jo dodate med prejemnike. Tu vam poišče torej po celotnem imeniku, boste našli vse vaše sošolce in boste jim lahko pošiljali pošto. Poleg same e-pošte imate dostop še do ostalih storitev v okviru Office 365. Svoje zadeve si lahko urejate tudi v koledarju, ki ga lahko tudi
potem sinhronizirate z vašo, na primer, mobilnim telefonom, tako da ste vedno, ki vas tudi potem obvešča in vas opomni na neke zadeve. V Ljudje boste našli torej celotni imenik vseh oseb, ki imajo svoj e-poštni naslov na Dobi. Potem tu je Yammer, je eno tako orodje za socialno mreženje, podobno na primer kot Facebook, vendar deluje pač znotraj organizacije, torej tukaj lahko tudi sodelujete in tudi na ta način delujete v timih. OneDrive, torej to je, ki smo ga že prej omenili, to je vaša spletna shramba. Prostora imate res ogromno, 1 terabajt, ne verjamem, da boste toliko sploh uporabili tekom vašega študija. In tukaj si lahko podobno kreirate torej vaše mape, dajete dokument skupno rabo in tako naprej. Če mogoče na hitro pokažem, kako se na primer naredi nova mapa, na primer, da boste kreirali novo mapo za vaš predmet, na primer, da je to predmet ekonomika in da ste v timu 7, ustvarite na primer mapo in potem jo lahko delite, date v skupno rabo, na primer z vsemi vašimi člani skupine. Ko date daj v skupno rabo, tukaj lahko izberete osebe, vidite, ko natipkate ime, vam takoj najde osebo. In tukaj lahko potem določite, ali lahko urejajo ali si lahko samo ogledajo, ker vi, ko date v skupno rabo, ste kot lastnik te mape. In ko daste to v skupno rabo, bodo vsi te osebe, ki ste jih pač na primer člani vašega tima, vidite, sem dobil tudi e-poštno sporočilo, tako potem to vsak, ki ste mu dali v skupno rabo, je o tem avtomatično takoj obveščen tudi po e-pošti in lahko enostavno dostopa preko te povezave do te vaše mape, kjer lahko potem nalaga dokumente in vse, kar je v tej mapi, če ste dali v skupno rabo, potem lahko vsi člani tudi urejajo. Najenostavneje ustvarite novi dokument. Priporočam vam, ko boste na primer delali kakšne seminarske naloge skupaj, da si naredite eno mapo, date v skupno rabo in potem ustvarite en Word dokument oziroma pač tip, ki je pač zahtevan pri nalogi. In tukaj potem lahko vsi pač pišete vsebino. Vidite, da gre za Word, to je spletna verzija Worda, ki je po funkcionalnosti zelo podobna temu najnovejšemu Wordu Office 2014, s tem, da ima pač nekatere omejitve, ampak ta glavna orodja so pa na voljo in tudi Microsoft kar vedno dopolnjuje in dodaja nove funkcionalnosti. Če želite spremeniti ime dokumenta, ker privzeto je pač dokument, samo dvakrat kliknete na ime in daste na primer naloga 1.5 Team 7 na primer in potem z Enter shranite. In še kaj ena lepa lastnost, kakor vi pišete, vidite, tu spodaj piše shranjevanje. Vse, kar vi pišete, se sproti shranjuje, torej vi ne rabite klikati na meni datoteka shrani, ampak vidite, ko vi nekaj napišete, se avtomatično to shrani in potem tudi ima status shranjeno. Tako, vi zaprete enostavno, greste na vaše ime, torej na vaš tale OneDrive mapo in avtomatično je zadeva shranjena, ni potrebe neke posebne shranjevanje. To pomeni tudi, če se vam vmes kaj zgodi, najverjetno ste že naleteli dostikrat na problem, ko ste dosti teksta pisali, potem pa se vam je Word zaustavil sredi in ste izgubili vse delo, tu te bojazni ni, ker se vse res sproti shranjuje. In potem seveda lahko to datoteko kadarkoli odprete, ne samo preko spleta, ampak si lahko tudi dejansko prenesete tudi na vaš lokalni računalnik, če sinhronizirate z vašim računalnikom to mapo. Prej sem omenil že orodje Link,
Torej, orodje link služi za komuniciranje neposredno, bodi si zvočno, bodi si samo preko tipkovnice ali tudi prek videa. Ko namestite link, ki ga dobite seveda v predmetu tehnične informacije, oziroma tam so navodila, drugače link pa dobite preko lahko v Moja doba, če greste, imate tukaj storitve, imate pod programsko opremo, boste prišli na stran, kjer imate zbrano vso programsko opremo, ki si jo lahko namestite. Tukaj izberete samo naprimer jezik, privzeto je že slovenski, ali imate 32-bitno različico, ki vam jo tudi priporočam. Kliknete na namesti, greste skozi te korake in ko si namestite, se vam link odpre. Tukaj vpišete še vaš e-naslov in se vpišete. Lahko zapišete še geslo. Lahko ga shranite, da vam potem vedno ne sprašuje za geslo. Torej, da shranite, lahko rečete, da naj vam shrani geslo. In potem se vam bo link pač avtomatično zagnal, ne boste potrebni se posebej vpisovati. Ko imate link vpisan, vidite, lahko si dodajate osebe. Med priljubljene poiščete neko osebo, naprimer. In lahko pač osebo dodate. Kliknete desno in rečete dodaj na seznam stikov ali pa dodaj med priljubljene. Lahko si kreirate skupine, naprimer, če kliknete tukaj z desno tipko miške, lahko ustvarite novo skupino, naprimer rečete Team 7 in potem si lahko pač te vaše stike tudi dodate v naprimer kopiraj stik v Team 7 in imate naprimer znotraj vašega tima vse te in vidite, ko postane stik dosegljiv, ga lahko kontaktirate. Če kliknete dvakrat na njega, tu vidite, imate možnost komunicirati bodi si skozi tekst, lahko ga pokličete, torej, da se slišite prek slušalk, lahko uporabite tudi video kamero, da se lahko tudi vidite, lahko predstavite naprimer vaše namizje, to je predvsem koristno, ko boste delali v timih, lahko en pokaže svoje namizje in potem vidite vsi, ki ste v ta pogovor vključeni, ker namreč možno je tudi, da se v pogovor, da povabite več oseb v pogovor in potem lahko naprimer gledate ekran, lahko tudi date možnost dostopa drugi osebi, ki lahko tudi klika po vašem računalniku in tako skupaj naprimer naredite eno nalogo. V glavnem, možnosti je zares veliko, od vas pa je odvisno seveda, koliko boste teh možnosti izkoristili oziroma želeli izkoristiti. Še enkrat vas poudarjam, poglejte si na začetku ta navodila, na začetku bo vem kar veliko informacij, ampak se vam splača investirati ta čas v ta uvodni teden in si vse nastaviti in pripraviti, da boste potem čim bolj uspešno sodelovali tudi pri teh vaših pravih predmetih, ki se vam bodo kasneje začeli. Če boste pri uporabi Blackboarda in ostalih orodij naleteli na kakšne težave, seveda vam je na voljo tehnična podpora. Tukaj tudi v tehničnih informacijah boste našli informacije o tehnični pomoči. Kontakt za tehnično podporo je Andrej Planinc. Drugače pa lahko preko Centra za tehnično podporo oddate vaše zahtevke, če imate kakšen problem. Vidite tukaj, greste na ta center, ki smo ga videli v tehničnih informacijah, torej Center za tehnično podporo. Tukaj lahko dodate zahtevek, kjer napišete torej vaš e-poštni naslov.
naslov tega problema in čim bolj natančno opišite problem. Če je le možno, dodajte kakšne zaslonske slike, ker je lažje, če vidimo, kje imate točno problem. Ko se vam nastopi, ga lahko to sliko pač si nekako shranite. Zdaj preko print screen gumba lahko ali pa če tisto orodje za izrezovanje, ki obstaja v Windowsu, posnamete cel zaslon kot sliko in potem dodate v ta vaš zahtevek. Sicer lahko tudi, kar boste poslali na e-mail, podpora@si, tudi gre avtomatično, se shrani v tem centru za tehnično pomoč. Če ne bo šlo drugače, vam bomo lahko pomagali tudi na daljavo, torej preko tega programa ISL Lite. Se bomo povezali z vami, torej najprej nam pošljete pač ta center za tehnično pomoč, opis problema, da vam potem poskušamo rešiti problem. Če drugače ne gre, se potem tudi povežemo na vaš računalnik in vam poskušamo na daljavo pomagati, torej da vidimo, kaj se dejansko dogaja. Torej, na voljo vam je ves čas tehnična pomoč. Obrnite se lahko tudi na vaše mentore, ki vam bodo lahko pomagali, pa tudi na vodje programa v zvezi z vsebinskimi vprašanji. Toliko za to uvodno predstavitev. Seveda to so bile osnovne informacije, ki ta orodja boste najbolje spoznali, ko jih boste torej sami uporabljali. Če boste se pa naleteli na probleme oziroma vprašanja, pa bomo izvedli še en webinar, ki bo namenjen prav vašim vprašanjem, tako da vas vabim, da pridete na ta webinar in nas vprašate, kje vas pač čevelj žuli, da vam pomagamo te probleme odpraviti, ker do sedaj smo uspeli v glavnem rešiti vse težave, ki so se pojavljale pri teh uporabljih raznih orodij. Upam, da vam bo ta vodič koristil in torej vso srečo in veliko uspeha pri uporabi teh sodobnih tehnoloških rešitev pri vašem študiju vam želim.